Pozdravljeni v novem petkovem ekstremu in novem letu. Ja, tako je. Srečno, pozdravo. Tako. In današnjo... Neki cajta se niso živila, no. Ja, tako. Pa se nismo imeli 2 tedna nazaj, 3 tedne. Ja. Zdaj je bil nazadnji video, ampak prazniki so bili december veseli, pa sva imela... Pa ne sem praznik, ki pa mi življenje se zgodi. Nimaš zmer cajt. Tako. Tako. Ampak sva si zdaj najdla čas. Zdaj pa bo. Zdaj smo po novem letu in bo oddaja o novih letih. V zgodovini novega leta in nasplošno v novem letu. Ja, in o tem bo Gregor razlagal. Navad so mogoče ljudje, veš, o zgodovini, o Maticke povedal. Ja. Ne, Gregor bo. Ne, tudi Gregor znake. S pomočjo ChatGPT-ja povedal. Ja, nekaj malga, ne vse. Okay, Kakorkoli. Novo leto je. Ja, zdaj nov let praznujemo že mnogo let, začel se je pa nekje 2000 let pred našim štetjem. V Mezopotamiji so v bistvu z novim letom začeli. Že takrat so praznovali to in so praznovali. Tako, ja. Tako da od takrat je bil v bistvu novo leto je bil pač enakonočje, zaradi tega, ker takrat se je v bistvu začela nova... Vse je bolj razumljivo, nekako logičen je, da se pol neki novega. Tako. Tako da ja, vedno je bil pač ta enakonočje in so pač, ker se je takrat kmetijstvo pa to na novo začelo, so takrat praznovali pač ta novo leto. Pol je bilo pa, se pravi, stari Rimljani, v bistvu Julij Cezar je leta 46 pred našim štetjem naredil julijanski koledar, in takrat je on določil 1. januar za novo leto. In od takrat naprej je v bistvu novo leto na 1. januarja in v bistvu on je v bistvu krivc za to, da imamo zdaj v bistvu 1. januar, ne več marc. So začeli. Enkrat sem rekel tebi že po moje, pa še daj, da bi zgodovino koledarja tega, kako se je to en tak ful dober članek, ki bi ga lahko enkrat poenostavil tukaj. Ja, tudi to bi bilo. Kako se je ta Sej mislim, da sva midva imela enkrat eno oddajo, nekaj podobnega, ki si ti razlagal, da so tiste neke 3 mesece ven vzeli, pa ni bilo januar, februar, marc, a kako že ni bilo? V bistvu je to, mrtvi mesec so to, mislim. Ja, nekaj tazga. Ampak dobro, toliko o tem, zdaj... kdaj se je začel 1582, je pač bil pol gregorijanski koledar, ki je pa pol bil prenovljen zaradi tega, zaradi teh prestopnih let, in od takrat je bilo tudi to novo leto. En fun fact, gregorijanski koledar se bo nekaj 5073, nekaj tazga se bo končal. Narejen je do takrat. Pol bo mogli pa, mislim, ali nekaj par dni dodati ali spustiti, ali kako, da je spet neko. Ja, zaradi tega začel. Glih, koliko je bilo 2012, nek se je majovski koledar končal pa v koncu sveta. Isto se bo iz gregorijanskega enkrat zgodilo. Pa bo mogoče takrat upili, da v koncu sveta. Ja, ampak je pač... Ja, mi ne, ampak zanimivo. Drugač letos bo enakonočje takrat, ko je 20. marca, tako da pač, če bi še vedno takrat praznovali, bi lahko v bistvu naredili žurko za 20. marca, za nov let. Pa da gremo res na old school. To bi bilo res tako old school, ja? Tako da, drugač pa različni ljudje po svetu so različno praznovali nova leta, in različne datume so dali, tako da eni so imeli pač enakonočje, eni so imeli pač jesensko, zaradi tega pač, ker se je takrat začel, ker je enakonočje, kar je v bistvu logično, pa so pa tudi verske zadeve, eni so na Božič rekli, da je nov let, so včasih praznovali, ni bil 1. januar in podobno. Pa imamo pa tudi različna
različna nova leta. Se pravi, mi imamo tudi kitajsko novo leto, Kitajci imajo svoje, ki se pa v bistvu začne iz 21. januarjem pa do 20. februarja, drugače traja to novo leto. Ja, to kdaj da? Ja, tako da. Nisem videl, cel mesec imajo žurko. Ja, nekako tako. Oni so znani po teh v bistvu rdeči barvi, lampinjonih, pa teh zmajevih plesih. Tako da drugače pa realno nekje traja, ne vem, teden, mogoče max 2, da to praznujejo. Ampak tudi oni delajo. Tako ni to drugače tako dolgo. Pa imaš tudi islamsko novo leto, ta je v bistvu po luninem koledarju, to je 11 dni prej, kakor po gregorijanskem. Pa dejansko praznujejo. To je bolj majhno, to je bolj versko obarvano, pa ni to tako na veliko. Tradicionalno neke kulturne. Tako, ni. Tudi versko, ne vem, če bi bilo to. Zakaj? Mislim, imajo na Islandiji svojo vero. Ne Islandiji, islam. Islam! Hva sem pa še del što zven zreze. Zastovo sem te presežem Islandijo in mi bil skočil, zakaj pa Islandija? Shit. Islamsko novo leto. Ne, to se pa zdaj le. Se opravičujem. To je bilo lapsus. Konkreten. Drugače to je zaradi selitvi preroka Mohameda iz Meke v Medino, tako da zaradi tega se imenuje 11 dni pred Majo pač. Malo prej, ja. Tako. Pa imaš še tudi v bistvu judovsko novo leto. Ta pade nekje septembra, oktobra. Roš Ha-Šana se imenuje, tako da oni imajo takrat. Tako da različni ljudje v bistvu še vedno. Kulture imamo različne načine. Kaj pa pravoslavce si omenil? Oni imajo pa tudi, koliko je, Skoro so 2 tedna. 14 dni za nami. Tako da, pa so pa v bistvu še te, niti ne toliko znane, imaš pol perzijsko novo leto. Te so bolj zanimive, ker nikoli ne slišiš kaj tacga. Tako. Tukaj v bistvu praznujejo tako, kot so včasih, se pravi pomladansko enakonočje. Tako da, pomaš pa še indijsko novo leto, ki pa v bistvu sploh nisem najdel točnega datuma, ker je visen na regijo, pa na koledar, pa ne vem na kaj vse. Ampak tudi imajo oni neko svoje novo leto. Sam jaz mislim, da to še zmer praznujejo večino, jaz bi rekel, prvega. Ne verjamem, da v Indiji. Ne vem, zanimivo je to, kako v bistvu eni imajo takrat. V bistvu cel svet je sprejel, da bomo 1. januarja, ampak še zmer, vi imate takrat. Tako, bi rekel, da mogoče zaradi, zato da dejansko, da znamo zmeniti ljudi, da lažje funkcionira vse skupaj, saj imate svojimo, dajmo se držati sam. Tega okvira noter, pa delite, kaj hočete. Pa tudi če zmer lahko praznuješ, pa imaš. Ampak tako pa bo. Zanimivo mi je to, kako to funkcionira. Pa še zmer, da je toliko veliko različnih, recimo perzijsko novo leto, to nisem sploh. Jaz tudi nisem še slišal, dokler nisem. Islamskega tudi ne, dokler nisem videl, da je islamski. Mogoče imajo na Islandiji tudi kakšne. Mogoče. To mogo pogooglati, ampak zdaj pa gremo še naprej malo na to. Zdaj, kako je, zdaj za nova leta se v bistvu zelo veliko porab pirotehnike, tako da tukaj. Vse kaj manj, kakor se je. Se manj, kakor je, ampak še vedno so, ne vem, te večja mesta to porabijo, ne vem, New York, London, Sydney, dosegajo več milijonov evrov za to, da spustijo tisto. To mi je bilo, ker sem bil 10 let star, mi je bilo wow, zdaj mi pa tako, zakaj trošiš denar? Mislim, ni fajn, pa tudi lesno je, zaradi živali, zaradi okolja, zaradi vse.
pač sam zato, da zgleda neki... To je bilo, sam povem, ker sem bil takrat v Vengnu, ko sem delal. To je bil kraj brez avtomobila, zato ker mi moramo, ker se gremo, skrbimo za naravo, da je čista, da ni preveč glasno. Za nov let, pa za 1. avgusta, ko imajo oni praznik, je bil pa ognjemet, 5 minut, pa ne vem kašen. A veš, pravo, gremo se neki, za naravo skrbimo, a zdaj bomo za cel let eksplozij zdaj le pokazali. Tako da, ja. Ja, nekje šparaš, nekje pa trošiš, ki je brez pomena. Ampak še zmer, če pa ne bi to za avto omejili, pa bi še vedno bi bili pa avti, pa še ti. Pa še ti, no se to je res, ja, ampak vsem. Lahko bi še na tem področju nekaj. Ni bolj logično, če si ti v nekom zavarovanem območju, ali pa zavarovan nekaj, kjer je res narava. Ali boš, dajmo se, ali bomo to, da vse avtomobili še zmer vozijo, ali pa te eksplozije prenehamo. So še zmer bolj avtomobili. Je bolj logično, pa že tako ti si bil tako mehen kraj, da ni bilo veliko ljudi tam, a veš, da ni avtocesta gor. Ja, recimo, no, ne, pa imam jaz čudno logiko. Skratka, ja. Te razumem. Moja zgodba o petardah in teh. Ja, no, selej, pač vsak ima svoj, ampak jaz mislim, da nekje ljudje smo zdaj še zmer malo bolj, ker ne vem, 10-15 let nazaj, ali pa takrat se mi zdelo, da je bilo ful več tega. Ali pa je to, kleprnem, ker so te novi priseljenci, da je ful bolj poka zdaj, kot je mogoče prej. In se imam tako občutek, kot da je več tega. Aha. To je pa zato, ker to je subjektivno. Ja, ker si tam, ker si, ja. Tako, čeprav še zmeraj je kar dosti tega pokanja. Kakorkoli pogledaš ta čas, ki je december, januar je tega. To bi lahko čist prepovedal. Pa... Ja, ok, toliko o pirotehniki. Sem mogel tudi to... Ja, se nanaša na novo leto. Tako. Itak pa Tunka gleda tole, da le še malo mačkast. Pa mu je njih vsem, ko mi dakle govoriva. Tako. Najverjetneje tudi mi dva. Ja. Ok, pomaš pa tudi drugač, kam ljudje največ hodijo, najbolj znane lokacije, pač te večja mesta, se pravi. Imaš New York, imaš London, Pariz, Sydney, Tokio, Dubaj, so najbolj obiskani v času novega leta. To je tudi nekaj, kar ne zastopam. Zdaj nov let, lahko malo svoje mnenja tudi dodal. Ja. Zakaj si šel gužvat v fucking New York za nov let? Pa ne vem. Zato, da gledaš spust velikega jabolka iz... Neverjetno, ne? Full fine. Ja, lej, sej, enim ljudem to paše. Vse neč ne rečem, sej, mislim, rečem. Ampak tako, ne vem, no, jaz ne zastopim tega. Tako kren, da zastopim, da grem jaz hoditi nekaj. Ja, pač različni. Pa morate biti v svetu. Tako. Ko smo lih pri velikem jabolku, pa traja že 100 let, odkar spuščajo... Letos bo 100 let? Ne, več kot 100 let, je že bilo 100 let, ne vem koliko let nazaj, ampak je... Tako da to je že res dolga tradicija tega. Tako da... Drugač pa imajo različna mesta, ne vem, Sydney je eden izmed prvih, ki naredi... ker je pač prvi, ki ima novo leto in imajo ful nad opero te ognjemet, pa to in je to ful znano. V Sydneyju, pol v Londonu imaš ognjemet ob Temzi, ne vem, ki je Temza, ampak in zvonjenje Big Bena, tako da takrat v Londonu, če si imaš še to. Stojiš ob reki. Tako. Recimo Rio de Janeiro je znan po tem, da praznujejo na plaži Copacabana, kjer so v bistvu vsi ljudje napravljeni v belo, to pa pomeni zaradi sreče, zaradi tega. Tako da to, ali pa Tokio imajo pa praznovanje v templih, zvonjenje zvonov, tako da pač različni ljudje po svetu drugač praznujejo. Se pravi, bo tvoj bratranc bo med zadnjimi, ko šel? Ne, med prvimi, ko šel nov let, pa bo po templu. Ja, to pa ne vem, se že par let, tako da lahko da je že bil. Ok, cool. Kaj pa v Sloveniji? V Sloveniji, kaj pa v Sloveniji, pa v Ljubljani si lahko. Ali pa pač doma. Kje boš ti? Pa kje rečeš? Ja. Doma. Za Božič bomo doma. To je bilo že mem. Ja. No, se je že mem. Ja. Mi dva zdaj pogovarjava, kje bo za nov let, ki je pa že bil nov let. Kje sva mi dva bila? Kje sva bila? Ja, jaz sem bil doma. Res sva pjala.
Jaz sem bil tudi doma. Mogoče se bo spremenil. Ja. Ja, to je pa to, no, kar sem imel danes zapovedati. Cool. Cool. Ne vem, nekaj sem hotel vprašati, pa sem pozabil. Ja. Kakorkoli. Glej, kaj bova za pametno misel za danes rekla? Upam, da je bilo po pameti za nov let, da niste kakšne neumnosti. Pa čim več sreče v naslednjem letu, pa upajmo, da bo v redu. 2026, tako. Da bo, če vam je bilo všeč 2025, upajmo, da bo boljš, če vam ni bilo, pa upajmo, da bo tudi boljš. S to pametno mislijo pa zaključujeva danes. Hvala za ogled. Hvala. Pa lep petek. Adijo, čau.